Torej imamo po današnjih podatkih precejšen pritisk na dvig življenjskih stroškov, kar se tiče energentov. Kot veste, se je z današnjim dnem podražilo kurilno olje kar za 4 cente in znaša rekordnih 0,85 centa za liter ekstra lahkega kurilnega olja. Vlada je danes z intervencijami na trošarinskem področju ohranila cene pogonskih goriv. Tudi te bi se znatno podražili, če ne bi seveda bilo te intervencije, ki jo mimogrede pozdravljamo, torej ta spust trošarin. S tem si je vlada sicer ustvarila kar precejšnjo luknjo na prihodkovni strani, vendar je ta luknja prav tako problematična, kot pa seveda je problematičen pritisk na dvig tudi ostalih cen kot posledica cen pogonskih goriv. Če bi bilo temu tako samo na tem področju, seveda ne bi bil problem. Posledično, torej nafti bodo gotovo sledili in so že pritiski na dvig tudi zemeljskega plina, torej tudi stroškov vsem tistim, ki so odvisni od zemeljskega plina kot edinega energenta za ogrevanje in tudi za ostale potrebe gospodinjstev. Seveda danes bo potekala tudi seja odbora za gospodarstvo in kmetijstvo na temo številnih podražitev prehrambenih izdelkov oziroma osnovnih življenjskih potrebščin na tem področju. Če vsem tem pritiskom damo neko povezavo in jih strnemo, lahko ugotovimo, da se Slovenija nahaja pred obdobjem povečane inflacije. Tudi, če sem prav razumel, direktorji Urada za makroekonomske analize in razvoj nameravajo popraviti inflacijska pričakovanja za to leto. Če prištejemo nizki gospodarski rasti, naraščajočem številu brezposelnih, povečevanju javnega dolga in tudi primanjkljaja državnega proračuna še velik pritisk na inflacijo, pretirano inflacijo, smo lahko v izjemno negativnem scenariju, ki bo udaril najbolj po tistih, ki so najbolj socialno občutljive kategorije, to se pravi te z nizkimi pokojninami, plačami in vseh, ki so na socialnih transferih. Zato mora vlada nemudoma odreagirati. Pričakujemo in predlagamo vladi, da pripravi urgentno akcijski načrt obvladovanja inflacije in cen osnovnih življenjskih potrebščin in seveda tudi posledično ostalih cen v prihodnje, da pelje izjemno restriktivno politiko reguliranih cen in da seveda se vzdrži kakršnikoli dvigom dodatnih davčnih ali pa tako neposrednih kot posrednih davčnih pritiskov na dvigovanje maloprodajnih cen. Priča bomo danes tudi diskusiji v parlamentu na temo dviga cen življenjskih oziroma prehrambenih izdelkov kot posledico nekih nesorazmerij v verigi oblikovanja teh cen. Jaz se zelo dobro spomnim kot minister za gospodarstvo v prejšnjem mandatu podobne situacije. Tudi po prevzemu evra smo doživeli precejšen pritisk strani trgovcev na dvig cen. Kot alibi za to so imenovali podobne vzroke kot danes. Eden izmed teh vzrokov je bil tudi dvigovanje cen surovin oziroma dvigovanje cen predelovalne industrije in kmetov. Vendar smo v diskusijah takrat ugotovili, da v teh dvigih cen je veliko tudi dviga na račun povečevanja, vsaj v absolutnem smislu, marž trgovcem. Namreč, če ohranite vi relativno maržo, ne vem, 15 ali pa 50%, na eno izhodiščno ceno se v absolutnem znesku, seveda na dvig te osnovne cene, je ta absolutna marža bistveno večja, če govorimo o dvigu seveda strani predelovalne industrije. Kaj mi predlagamo? Predlagamo ponovitev nekaterih ukrepov, ki so se takrat izkazali za izredno učinkovite. Torej, poleg, kot sem že omenil, neke restriktivne politike pri oblikovanju in dvigovanju reguliranih cen, kar nekaj teh še je v Sloveniji, predlagamo tudi bistveno večje angažiranje na področju spremljanja cen. Takrat smo naredili dober projekt spremljanja in objavljanja cen.
povečevanje cen trgovskih verig, oblikovanje črnih list največjih podražitev živilskih izdelkov, da se točno ve, kdo v kateri trgovini, za kateri izdelek je si dopustil maksimalen dvig cene, da se seveda naredijo primerjave cen osnovnih življenjskih artiklov preko različnih trgovskih verig. In to je eden izmed pomembnih demotivacijskih faktorjev, ki bo vplival na torej tudi neutemeljeno povečanje cen. Menimo namreč, da je takratno zavezništvo ali pa bi rekel tudi poslovno razmerje med Zvezo potrošnikov Slovenije in takratno vlado obrodilo sadove in smo verjetno preprečili številne neutemeljene podražitve. Jaz te akcije danes ne vidim in zato jo predlagam vladi. Predlagam vladi tudi v razmislek možnost transparentnejšega prikaza strukture cene. Mi namreč imamo in se dostikrat odločamo za nakupe izdelkov na podlagi objavljene cene, sestavni del cene je tudi znesek davka. In razmisliti bi bilo potrebno o uvedbi tudi obvezne predstavitve marže k vsaki ceni. Tako da bi tudi tisti potrošnik, ki kupi, videl in vedel, kolikšen del od tega izdelka, ki ga kupi, dobi dobavitelj in kolikšna je marža. To je sleherni trgovini znano, sleherni trgovinski verigi znano, čeprav bodo trgovci, tako kot so pred 4 leti našli številne razloge, da to ne bi naredili, tudi sedaj bojo našli številne razloge, da bodo kvalificirali tak predlog kot neumezen. Vlada nenazadnje je tudi poklicana za to, da nadgradi te predloge, ki sem jih povedal, tudi za svojimi in da se resno zave izziva, ki je pred nami. Torej izziva prekomerne povečane inflacije, kar bo prav tako, če ne bolj, vplivalo na nižanje življenjskega standarda kot vsi ostali dejavniki, kot sem jih omenil, znižana gospodarska rast, brezposelnost, nižje usklajevanje pokojnin in ostalih transferjev in podobno. Torej pozivamo vlado k hitrem ukrepanju, k pripravi akcijskega načrta in k koordiniranem pristopu različnih resorjev pri tem izredno pomembnem ekonomskem vprašanju.